Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je tekma 29. kroga v Kidričevem, pa danes gostujejo nogometaši kranjskega Triglava. Zelo pomembno srečanje seveda za ene in druge. V življenjski formi v tej sezoni torej Luka Majcen, Tijanić, v kazenski prostor in brani Janžekovič. Tako da se napad Kidričanov nadaljuje, predložek v kazenski prostor in malo je manjkalo, pa bi tam Lukas Marijo Horvat prišel do gola oziroma do zadetka. Trčila sta lepo prodirati in kreirati igro Orlov. No, zdaj tukaj kombinacija Majcna in pa Tijanića, ko sem ravno govoril, ali bo to gol! Tako je! Ko sem ravno omenjal Davida Tijanića, da je zelo spreten, hiter žogo, da ima dober pregled nad igro, pa je zdaj seveda poskrbel za vodstvo Triglava z 1:0. Orli torej dosegajo na 5-metrsko črto Davida Tijanića. Pa zdaj žurga, nevaren strel, žurge je to bil. Bi se lahko hitro zgodilo, da bi se zatresla mreža v sodnikovem podaljšku prvega polčasa. Zdaj pa priložnost za izenačenje. Maloku mimo vratnice. Ali se lahko zgodi še en hladen tuš zdaj za Aluminij. Arhčesen in brani Janžekovič. In predali dvoboj, še preden se je tam pravzaprav začel. Res, da so dejali, da so igrali na zmago, no, ampak vseeno na zelenici je bilo videti marsikaj drugače. No in zdaj izenačenje. Izenačenje v Kidričevem. Arko mora po žogo v svojo mrežo. No, v dresu Zavrča pa je 4-krat zatresel mrežo v sezoni 2013-2014. Zdaj pa akcija Gorencev, Luka Majcen, 1:1, podaja v kazenski prostor, ali bo to ni gola. Toda Aluminij je zdaj pri žogi. Štor s podajo do Malokuja. Maloku išče zdaj in gol za 2:1 in Matjašič ima danes svoj dan. Drugi gol. Krenil je Kranjc, Čermak, uteka mu zdaj, Čermak je sprožil in mimo vratnice. Podal kazenski prostor, Majcen in Janžekovič. Matjašič v 41:78 minuti zadošče David Tijanić. Nenavadna tekma, saj je tako za spremljati in mi osebno prvi polčas neaktivni oziroma izgubljali več ali manj vse duele, Triglav povedel. Luka Žekovič nas je še v eni situaciji rešil, da bi lahko še več Triglav zadev. Pauza 15 minut malo nam koristila, neke stvari smo spremenili, neke stvari smo si povedali med sabo, na srečo hitro zadeli in potem se je tekma lomila na eno ali drugo stran. Na srečo ali pa se je obrnila rezultatsko na našo, tako da mi smo zadovoljni to zmago. Pa lahko rečem, po porazu 2:1, jaz mislim, da bi bilo nekako neodločen izid tisto, kar je prikazano na igrišču. Mislim, da smo dobro igrali prvi polčas, v drugi polčas smo imeli 2-3 stoodstotne priložnosti in mislim, da smo na koncu, ne glede na to, čestitam nasprotnikom.